Lepo zdrav in dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci, vsi prijatelji slovenskega nogometa. Na Planet 2 nadaljujemo z nogometno soboto, pred nami je še tretja današnja tekma, še tretji obračun 22. kroga v prvi ligi Telekom Slovenije. Naredil 5 zamenjav v začetni enajsterici. Skromen začetek Mure v spomladanskem delu, prva priložnost za domače in ni gola, ja gol. Veselje torej domačem taboru, sprva sem mislil, da je sodnik Glažar zapiskal prepovedan položaj, vendar gol velja, Mura vodi z 1-0. Porinil Cipota, vendar ni bilo prekrška v napadu. Kot za Gorico, tam je Gneča v kazenskem prostoru, priložnost in izenačenje. Gorica je dosegla gol, strelec pa Matic Palk. Zmeda v obrambi Mure in gostje so izkoristili tole prekinitev, potem nekaj Horvat je videl prostega Cipota, Cipot strelja in za malo je zdaj žoga zgrešila cilj, dober strel. Dobro, tam zdaj preigravanje Kovsa, pa Karničnik in žoga je v mreži. Žan Karničnik je sprožil, potem pa je Širok preusmeril žogo v svojo mrežo pri poizkusu bloka. Vipotnik, spet Širok, tam ima veliko prostora, potem se Črnicni odločil za strel, Mavretič strelja in mimo gola. Bobičanec je sprožil in gol. Mura je premagala Gorico s 3-1, končni rezultat na tekmi pa je postavil z izvrstnim strelom iz prostega strela Luka Bobičanec, njegov 6. gol v tej sezoni. Kazalo je, ampak jaz sem vedel, da je Gorica dobra ekipa, da so kvalitetni posamezniki, da so z tem trenerji pridobili eno drugačnost, eno čvrstino, eno kompaktnost, en red v igri in na koncu se je bolj izkazalo, da je bila tekma zelo težka. Pa, ok, težak nasprotnik. Danas nismo bili možda i nagrađeni za trud i za trud koji su igrači danas pružili na terenu. Vrlo težak teren za igru. Čestitam igračima stvarno na jednoj velikoj borbi i na zalaganju i od prvog do 90. minuta. Mislim da kada utakmicu počnete od prvog minuta, to jest kad primite gol u drugom minutu, onda je vrlo teško se vratiti. Međutim, nama je to uspelo